kako si sploh na začetku našel, bi rekel, to skupnost na internetu? Si samo brezciljno gledal, obstajajo kakšni, fellow furry na internetu, ali si ti dobil kakšno priporočilo? Ne, v bistvu bila to čist random find. Sej načeloma, če te zanimajo neke take antropomorfne živali, kjerakoli praktično risanka z živalmi, če te zanima, boš eventualno odkril besedo furry. In vidiš, da je tu pač nek cel spektr različnih, ne samo obstoječih risank, pa nekih svetov, ki že obstajajo, ampak da je to nekaj, kar ljudje pač delajo pač from scratcha, ne. Zato veliko dožinšijo obstaja, naprimer, na to temo. Ne? Ja, pač to je tista razlika med furry fandomom, pa recimo anime fandomom, je predvsem v tem, da anime fandom ima ponovadi že neke okvire. Je narejen na podlagi neke zgodbe. Obstaja nek anime, neka manga in ti potem recimo narediš karakterja na to mango, ali pa cosplay v tem svetu, ali pa nek lore dodaten v tem svetu, fanfiction, karkoli. V furry fandomu večinoma začneš iz nule. Original character. Tako, OC, OC ima ne samo OC, ampak svoj svet, svojo zgodbo, svoj background. Ljudje pišejo cele knjige o svojih OC-jih. Knjige? Ja, dejansko napišejo, kako je nastal ta karakter, odkot prihaja, zakaj izgleda, kot izgleda. Pa ne samo to, furry fandom je zelo pač ti narediš svojega karakterja, kakor ti pač domišljija določa. In zato je v furry fandomu izredno dosti umetnikov. In med temi umetniki je tudi dosti pisateljev. In zato v fandomu najdeš marsikero zgodbo. Tudi če pogledamo recimo te razne zdaj popularne filme pa medije, jaz sem prepričan, da v Zootopiji, ne? Ja. Marsikdo v ekipi, ki je delal z Utopijo, je bil furry. Zato je ratala taka, kot je. Ja, ker marsikdo, ki je mogoče si bo mislil, v furryjih so samo ljudje, ki res so samo v alternativnih kulturah, ampak ne, dobesedno, gledal sem podcast. Ne, pač presenetljivo, recimo v Ameriki je veliko furryjev, recimo v vojski. Presenetljivo, ne vem zakaj, ampak veliko prihaja iz vojske. Ugotoviš te informacije. Raziskoval sem podcast. Prvo, kar me je presenetilo, je, da imajo furry svojo Wikipedijo. Wikipedijo, ki je namenjena samo furryjem. In tam izveš informacije, ki se... Kako je lahko to smiselno? Kako je lahko tak velik... Vsaka stvar ima Wikipedijo. Rabbit hole gre zelo daleč in zato hočem danes raziskati, kako daleč gre vse skupaj, kako se je v bistvu razvejalo. Ker mi vemo nekaj o animejih, ampak to je recimo neka subkultura, ki je malo bolj izolirana, se mi zdi. Čeprav so del našega obiska na konvencijah, je vse, se mi zdi, zavedanje o tej kulturi je še precej na nizkem nivoju. Ne, skoraj nikakršno. Pač vidiš in na konvenciji so tako lepi, daš jih high five, pa greš naprej. Ampak ne zveš nič kaj več. Ja, pa se mi zdi, da obstaja pač ta stigma, ki si jo omenil. To je ta weird people with kinks and stuff like that, right? Ja, ampak ne, mislim... Tako kot anime folk ni weird, pa samo pač neki geeki, ki so zaprti v svoji sobi ali pa živijo pri starših, da prihajajo iz vseh hodov življenja, so tudi furry lahko kdorkoli. Seveda. Literally kdorkoli. Maverick, kako si ti se vključil mogoče? Ti si tudi mogoče del te slovenske scene, če se ne motim, ne? Del društva. Načeloma, pač pomagam. Glede društva. Kaj je tebe potegnilo, da si prav začel? Mislim, kot otrok itak, filmi pa vse to, zdaj, kjer točen film, ne vem, ampak več ali manj zaradi Pokémonov tudi me malo vlekal. Kaj sem tudi videl po YouTubeu, ko so folki delali kostume in vse in sem si rekel, fuck. Ni presenetljivo, kakšno stigma imajo, po drugi strani pa so Pokémoni tako popularni in vsi hočejo imeti everything Pikachu in their house. To je bila Pokémonija. Zdaj sem se na YouTubeu pa pogledaš, kako folk dela kostum, pa vse, pa si rečeš, wow, to pa res gleda nice. Samo itak, kokor si mlad, tam 10, 12, itak nimaš denarja za to, ker ne moreš narediti. Of course. Zdaj, kako sem prišel do te točke, da sem se dobesedno odločil iti za to, lahko pa rečem zaradi korone. Mislim, da je korona vzbudila tako kreativni duh v vseh nas, ker nisi Veš kako, itak depresivno je bilo, vsi smo bili zaprti, nisi vedel, kaj bi delal. Takrat, ko sem bolj to gledal, je bilo,
kaj bi že ta zadnji kon? Mofokon? Ne, Makon še Ja, takrat še bil zadnji Makon. Makon, okay. ta zadnji 2019. 2019 je bil in takrat sem si delal recimo cosplay od Tokuyamija iz Ive Foma, Ja. pa sem pa tudi srečal enega, Iz My Hero Academia, Bird Guy. Right? Aha, Ja, okay, ja, res je. ja. Okay. Ja. in sem srečal itak enega frenda, ki je isto imel kostum, sem imel bolj na furry sceno narejen, Okay. sem se pa tudi z njem nekako pogovor imel. Ti kaj remember to, ko Jaz se tudi spominjam, Ker- to je on iz kartona, ko je bila? Ne iz kartona, iz tatamija. Iz tatamija. Tam je. Iz tatamija sem naredil. Tam je Ja. razrezal, da! Japanese ancestors. Ne, ne. Tako da sem pa s tem človekom prišel v stik, smo se malo pogovorili, pa itak, vsak je šel v svojo smer. Pa čez cel, ker je bila korona, Ja? sem pa itak ful takrat začel uporabljati TikTok, pa sem začel tudi postat recimo v tem karakterju in vse. Pa sem pa tudi naletel na furryje. Po tem stilu. Torej si šele nekje 3-4 leta zares vključen v celotno sceno. Načeloma, ja. Predtem si bil kaj, cosplayer ali samo anime fan? Pač anime fan, lahko rečem. Cosplay sem pa takrat prvič dobesedno, preden se je korona začela. Kaj te je potegnilo, da si rekel, bom probal cosplay narediti? Right? Ne vem, veš kako Si vidiš. imel kakšne prijatelje, ki so mogoče že to delali? Ali Imel si... sem tudi, ja, pa po drugi strani, pač greš proba, da vidiš. Ja. It's all about the fun. It's Točno about tak. the good vibes. Če si Ja. že bil kaj prej na Ja. konvenciji Mofokon, pač vidiš, vsak drugi obiskovalec je basically cosplayer. Ne? Torej, če boš ti naredil cosplay, pač ne boš zares izstopil na nič. Ne? Recimo, tako so bile prve konvencije, ko ni bil noben cosplayer in če si šel v cosplayu, si bil že tako like. Pa casual cosplay so bili, ampak Ja. vedno, ko si pa bil v cosplayu, si se pa počutil še v neki ožji skupini, kot da si del nečesa in je to tisto, Basically. wow, good vibes. V tako bistvu je so bili rekla. tudi furry conventioni zelo podobni na začetku, ker ko si prišel na furry convention, pa si videl tam mogoče par sutov, a ne, si Ja. bil si tako, wow, mind blowing, ne vem kaj, zdaj pa po mojem tako že kar ena dobra polovica folka, ki gre na furry convention, ima fursuit.